julij 2023, torej nekaj let nazaj, 3 leta nazaj, v bistvu točno 3 leta nazaj na skrajnemu jugovzhodu Avstralije. Ene 2 ure preč od Melbourna se naš primer dogaja in je bil ekstremen, znan, razvpit. Po celem svetu se je o tem govorili, o primeru Erin Patterson, oziroma, mogoče se bolj spomnite tega primera pod Mushroom Murderer, torej morilka z gobami. Jaz osebno, iskreno, prej nisem slišala za ta primer. Jaz sem direkt ta teden sem vprašala ChatGPT, prosim, daj mi 10 zelo aktualnih primerov, ki so rešeni. Tale je bil nedolg časa nazaj rešen in rešene imate tudi najrajš. Tako da niste ga izglasovali, ChatGPT je rekel, tlega imaš, ljudem bo všeč, in ko sem začela raziskovati, sem rekla, jep, definitivno je crazy primer in vam ga moram povedati. Torej, na tem delu Avstralije, kjer trenutno smo, skrajen jugovzhod Avstralije, je pokrajina Gippsland. Tako kot vedno sem pogledala, kako dejansko tam zgleda in je tok noro lepo. Jaz bi to opisala kot en Hobbitland, samo da je v Avstraliji in da je tak večji. Te planote, ki grejo gor pa dol, tako kot Windows ohranjevalnik zaslonati slep hrib, samo da je neskončno, pa vmes so tako evkaliptusovi gozdovi, pa sem pa tja kakšna pot, ki se dejansko vije vmes, tok noro lepo, in potem se pasejo tiste kravice, molznice in pač ne morem verjeti. Ampak je pa treba zdaj razumeti, tukaj smo julija 2023, pri njih je lih obratno, če je tukaj vroče julija, je tam praktično zima. Ker je meni toliko težko dojeti, ker kako te ljudje praznujejo potem Božič in to, da ni bel in da ni, a veš kaj mislim, ne, to najbolj čudna stvar ever. Ampak okej. To, da imate to v mislih, zakaj bo ta primer sploh umor z gobami in zakaj so kot gobe ble in tako naprej. Če gremo še bolj detajle, kaj se to dogaja se v mesecu Leongatha in to mesec je res majhno. Ko ponovno govorim majhno mesece, vsi so se poznali med sabo, no tukaj je res, tako zaradi tega, ker je okrog 6000 prebivalcev, imajo eno bencinsko črpalko, eno glavno ulico, par tistih gostilnic, trgovinc, mislim, da sem en McDonald's videla, ena cerkvicu in tako naprej. Dejansko se ljudje poznajo med sabo in nič se tam ne dogaja, razen tega, da imajo lokalne fuzbal tekme in da napovejo kakšno hudo vremensko spremembo in to je to. No, in v eni izmed teh hiš tam živi ta ženska, glavna ženska tega primera, Erin Patterson. Ženska srednjih let, ki je imela že 2 otroka in vzven zelo neopadljiva. Res preprosta ženska na prvi pogled. Kada je rekel, nekdo, ki ga na ulici ne opaziš, malo močnejša gospa. Erin je bila tudi že ločena in to bo pomembno za to zgodbo. Imela je bivšega moža Simona Pattersona. Pomemben je za to zgodbo samo še z vidika, ker je bil še vedno zraven skrbel za tiste 2 otroka, menjala ste se pač skrbništvo in treba se bilo veliko dogovarjati. Potem so pa še 4 osebe, ki so pomembne za ta video, zelo pomembne, in sicer od Simona Pattersona starša Gail in Don Patterson, torej starša od moža od Erin. Oni so še vedno bili v stiku, zaradi tega, ker sta bila te 2 kot stara starša precej povezana med otroka od Erin in sta ogromno skrbela za njih. To štekam tudi pri nas doma, moja sestra ima 4 otroka, naša 2 starša. Moja starša sta še supletena, v bistvu toliko merka, tako kot moja sestra in njen mož, tako da te stvari včasih so pač povezane in pomembne. Potem pa še druge 2 osebe, ki sta pomembne za ta primer, sta pa sestra od Gail in pa še mož. To so bili pa Heather Wilkinson in Ian Wilkinson. Ian Wilkinson bo sploh pomemben za to zgodbo, ker bo zelo pomembna priča v tem primeru. Je bil pa tudi pastor, bil je baptističen duhovnik, njegova žena pa je bila stay at home mom, oziroma skrbela za družino. Oba sta bila zelo spoštovana člana te skupnosti. Nekje sred julija je Erin ven poslala taka zanimiva vabila, sicer ustno, preprosto jih je poklicala po telefonu in rekla, jaz bom naredila eno družinsko kosilo, sicer nočem zganjati panike, hočem samo, da se dobimo in da se pogovorimo, a je pa ena stvar, o kateri bi rada govorila z vami, in sicer gre za eno zdravstveno težavo in mene samo zanima vaša priporočila, kako to naprej povedati otrokom. Njen plan je bil, da jih povabi na kosilo, da jim pove, da ima raka, in zanimalo je, ker so vsi tako tesno povezani s temi 2 otrokoma, kako otrokom najboljš to povedati. In zato jih je tudi povabila na večerjo, bolj natančno na Beef Wellington. Majčken of Beef Wellington pač za to zgodbo je pomembna hrana. Beef Wellington sem jaz predvsem spoznala, mislim, da sem bila na Masterchefu, ko sem delala na Masterchefu, eni še ne veste, mogoče sem bila reporterka tam. In je bilo ful zanimivo pa zvati, kako je to precizno delo, ker ni simpel narediti. Moš imeti ta pravo maso, ta pravo mešanico gob, v katere v bistvu zaviješ potem to govedino in mora biti vsega lih prav. Belina govedini je, kar je, moraš vedeti, koliko časa peč, mora biti pač tista prav medium, kaj na sredini še rahlo roza, sočna, to je toliko težko perfekt narediti. In pa ali ti rata, ali ti pa pač nikoli ne rata. In potem ta masa spet ne predebela, ne pretanka, ne da ima preveč okusa, torej ta masa gob. Potem je pa še testo okrog, da je testo pečeno, da so gobe narejene, da je beef v sredini pravilno. Torej povabila jih je na neko tako specifično, pomembno večerjo, za katero se je absolutno mogla potruditi. Je pa ena zanimiva stvar, kako jim
razdelila te njihove beef wellingtončke in sicer vsakemu svoj kos. Svoj kos mesa, govedine zavidga v to testo. Ponovadi je stvar taka, da je beef wellington približno takle, a ne? In potem ga lepo narežeš ali pa da bi naredila recimo 2 in razdelila med njih. Ona je naredila za vsakega izmed njih posebej svoj tak manjši košček, ker je pač jemečken nenavadno, ampak ja, verjetno so bile velike dobre porcije. Ko so gosti prišli, hiša delovala prijetno, vse je bilo normalno, vse je bilo že pripravljeno in tudi debata je tekla normalno pač o tej njeni bolezni, a ne. Zdaj prav veliko o tem ne vemo, kako je debata šla, bilo je zelo tipično družinsko kosilo, razen tega, da so govorili o raku, ker verjetno so že vsi mečkan živčni prišli in tako naprej. Je pa pomembna stvar, da je ona povabila tudi svojega bivšega moža, Simona Petersona, in očitno mečkan dramice med njimi je mogel biti, ker je on to prijazno zavrnil in rekel: "Hvala, ampak ne bom prišel." Se mi zdi, da je mečkam preveč neprijetno trenutno sedeti za isto mizo in pač se delati, da je vse super, ker očitno ni bilo, ampak ne vem pa jaz detajlov, kaj vse ne bi bilo narobe. Ne omenjam še, da tistih 2 otrok takrat ni bilo domov, sta bila pač nekje drugje. Večerja je potekala popolnoma normalno, gosti so se poslovili in vsi 4 odšli domov. In potem nekaj ur po tem odhodu so se začeli prvi simptomi, ki so kazali na nekaj, kar je z njimi zelo narobe. Vsi 4, razen Erin, so imeli podobne hude simptome. Sicer močna slabost, driska, bruhanje, omotica. In oni so se med sabo valjda slišali, bili so na vezi, ko se ti počutiš, že ti tudi slabo počutiš. Valjda, če sta se en par, ki sta bila skupaj doma slabo počutila, se je tudi drug par in so se med sabo slišali in so rekli: "Kaj hudiče se dogaja, kako smo vsi kar nekaj fasali neko virozo, smo se vsi zelo nalezali, ampak okej, zima je, pač stvari se dogajajo, vsi so neki bolni." Sej bo minil in tudi težava te njihove dotične zastrupitve je bila, da se po nekaj dneh stvari zelo malo umirijo in tudi zelo pozno začnejo, čez 10 do 12 ur. Tako da je zelo taka stvar, ker nisi takoj pomislil na zastrupitev s hrano. Ampak, ker so se njihovi simptomi toliko hudo močno slabšali, so jih hitro odpeljali. Najprej so se sami odpeljali v prvo bolnišnico, ampak lokalna bolnišnica jih je pregledala, ugotovila, da gre verjetno za neko hudo zastrupitev in za hitro napredovanje nečesa slabega in da rabijo konkretno oskrbo in so jih odpeljali v Melbourne, ko sem kot rekla, je neke 2 uri proč. V Melbourneu so ugotovili naslednjo stvar, zelo slabo stvar, in sicer, da gre za strupitev, ki trenutno na tej točki že ekstremno vpliva na njihova jetra. Jetra razpadajo, propadajo in ko se ta proces začne ob taki zastrupitvi, praktično ni poti nazaj. Praktično ni poti nazaj, nemogoče je skoraj ustaviti, zelo redko se ustavi ali pa pozdrav in pogosto je potrebna presaditi v jeter. Zdaj pa samo ali to imaš ali ne. Erin, meanwhile, valjda, takrat so začeli njo klicati, spraševati, kaj se dogaja, a smo kaj takega povedali, vse res gobe so bile vmes. Erin je imela dobesedno samo manjše simptome, čeprav jih je čutila in tudi rekla: "Jo, slab se počutim, bruhala sem, na WC-ju sem bila, ni čisto v redu, nekaj res ni v redu." In na polno se je sekirala, kaj se dogaja z drugimi 4 člani. In tudi, ko so novice prišle k njej domov, je ona imela take krokodilje solze, kako je zaskrbljena in da ne ve, kaj se dogaja, da je grozen, da upa, da bojo okrevali, da mol k Bogu itd. By the way, ona je bila včasih ateistka in zdaj ne bi postala kristjanka, nekaj tacga. Zdravniki v Melbourneu so pa medtem tudi počasi dobili nazaj rezultate raziskav, kaj se z njimi dogaja, in ugotovili so, da je zastrupitev z amatoksini, izredno močnimi toksini, ki jih vsebujejo nekatere najbolj strupene gobe na svetu. Zdaj pa pridemo do zelene mušnice. Ja, te ste že zelene mušnice, ki jo imamo tudi tukaj, in sorry, sem tako daleč za vami, verjetno. Živim praktično v gozdu, obožujem gozd, od nekdaj nabiram gobe, kosten vse. Jaz, ko sem to gobo pogooglala, bila prepričana, da bom vedela, katera mušnica ne bi to bila. In ne, bolj jo gledam, bolj mi zgleda, ker je ena navadna golubica. In me je skoraj kap, sem rekla, kolikrat sem jaz verjetno to gobo pobrala, ali pa si mislila, da je navadna golubica. Ne vem. Ne vem, koliko so pogoste, ampak meni zgleda isto kot golubica. Jaz ne vem, a sem res slaba z gobama ali kaj. In šele zdaj sem tako odem. Verjetno sem bila tudi jaz na eni točki blizu, zato sem popražila notva jajca, ne vem. Ena sama goba lahko vsebuje dovolj strupa, da odraslemu človeku povzroči smrt. Zelo hitro so prišli do tega, ok, moramo raziskati, kaj se je zgodilo, a je bilo to namerno, a je bilo nenamerno, zakaj je ravno Erin čut najmanj posledic tega. Govorili so z njo veliko, sprašvali so jo, kje je kupila gobe, sprašvali so jo točno s katerimi pripomočki je delala to večerjo, medtem pa so oni v bolnišnici in stanje se jim drastično slabša. Tako Don kot Gail, torej starša od moža, od
Erin, na tej točki že veste, da bosta potrebovala presaditi v jeter, ker jima ni pomoči nazaj. Potem tudi Heather Jenkinson se počuti zelo, zelo slabo in gre po isti poti in tudi ona počasi ve, da bo potrebovala nova jetra ali pa pač ni poti nazaj. Potem imamo pa Iana Jenkinsona, torej tega pastorja baptističnega, ki pa mu je stanje nekako se začelo zravnavati. On se je začel odzivati na zdravljenje in je kazal, da bo mogoče se zvlekel na tej točki celo brez novih jeter. Imel je možnost. Takrat Erin počasi začne odgovarjati na vprašanje in reče: "Joj, ne vem, nekatere sestavine sem kupila v trgovinah, spet druge sem imela doma." Predvsem je to govorila za gobe, a ne? In ko so prišli do nje, so zahtevali, da jim pokaže vse od tega kosila oziroma večerje, posodo, sestavine, embalažo, morebitne ostanke jedi. In še ena stvar, ki je sledila, so začeli preiskovati nadzorne kamere. Eno anekdoto iz Erinovega življenja od Erin je to, da to se je začelo pa kasneje o njej govoriti kot neke anekdote, za katere ne moramo biti prepričani, da so resnične. Ljudje včasih samo govorijo stvari, ker hoče malo medijske pozornosti ali pa biti plačani, da so nekje izpostavljeni. Ampak so rekli njeni sodelavci, da je bila ona zelo nenavadna ženska, da je bila potencialno patološka lažnivka, ker ko je začela nekaj lagati, je potem nadoknadila to z drugo lažjo, ki se način ujemalo in potem tretjo in četrto in tako naprej. Tudi med drugim, ker naj bi nekaj časa delala, mislim, da je bilo neko cestno redarstvo, nekaj takega, naj bi začela predčasno odhajati domov. In ko so postali njeni nadrejeni suspicious, so rekli, da imamo gled, ko ona dela na nadzornih kamerah, ki jih pač imamo. In ko so to gledali, so videli, da ona predčasno odhaja in dobili so dokaz. In ona je to vse zanikala. In ko so ji končno pokazali te dokaze, je rekla: you got me there, kao nas, da me pa imate, ups. Iz te lekcije, v te točke naprej bi se ona lahko naučila, da nadzorne kamere obstajajo in da jo lahko izdajo. Ampak ne, tukaj so tudi pogledali njene nadzorne kamere, da so jo spremljali na nek način in so videli, kako je ona nas odlagališče smeti odnesla izsuševalni gob, dehidrator gob oziroma dehidrator sadja, zelenjave in tudi gob. To je bila zdaj ena taka točka, kjer ona že zelo sumljivo izpade. Videli se, da je ona na kameri in ona je rekla: "Joj, saj priznam, to sem res naredila zaradi tega, ampak mi je bilo toliko strah, da bom na koncu res jaz kriva, da bom jaz obtožena, da bo izgledala, da sem jih zastrupla, medtem ko sem dobesedno samo zapaničarila in mi je bilo strah, da bom kriva in sem pač odnesla to na smetišče." Ampak novice v njej še vedno prihajajo v, nekateri sodelavci tudi trdijo, da je zelo nenavadno se obnašala. Kdaj so se na šihtu zgodile čudne stvari? Ena izmed teh je, da je nekdo najdel šilček v svoji banani. Vem, kako glupo se to sliši. In vem, kako glupo mora spadati, da se nek odrasel človek spomni to narediti. Jaz kot sodelavec bi prva pomislila: moj bog, otrok doma, moj to not zaštokal, a veš. Ampak od te točke naprej se je vse to dogajalo in že prej so malo sumali tudi Erin, ker je bila pač preprosto malo nenavadna ženska. Na tej točki, ko je ona domnevno paničarila, da bo na koncu kriva in ko je priznala, da je skrila ta dehidrator gob, je vam prišla novica. Najprej, da je umrla Gail Patterson. Potem kmalu zatem mu je umrl še Don Patterson. Nekaj ur pozneje pa je umrla tudi Heather Wilkinson. Na tej točki je živ samo še ta pastor Ian, ki se mu pa tudi stanje izboljšuje. Na tej točki to rata ekstremna kriminalistična preiskava. Nimajo nobenega konkretnega dokaza na tej točki, da je Erin lahko kriva, zato je ne morejo zapreti, ona še vedno roama around, pa čist prosto, dokler nisi v zaporu, dokler nisi aretiran, si prost in na tej točki grejo natančno pregledati bančne transakcije, telefonske podatke, računalnike, nadzorne kamere in pa tudi grejo čez vse ljudi, ki jo poznajo, da dobijo razna pričanja, mnenja, kdo jo pozna, kako in tako naprej. In prva stvar, ki so šli preverjati, je to, kje je ona dobila te gobe. Če je rekla, da jih je dobila v trgovini oziroma na eni točki trdila, da jih dobila v dveh različnih trgovinah, so šli v tisti dve različni trgovini, pregledovali račune iz teh trgovin. Za nazaj so šli točno na tisto obdobje, ko naj bi te gobe približno kupila in gledali, a je ona res tukaj dobila freaking zeleno mušnico. Valjda so prišli do odgovora, da v trgovinah niso prodajali zelene mušnice. Ok, zdaj tako. Tudi če bi jo prodajali, jo ne bi namerno prodajali, ker tega noben ne rab, noben ne kupuje, noben ne bo kuhal, ampak pač bi jo po pomoti prodajala pod, ne vem, pod imenom neko druge gobe, a štekaš. Ampak v vsakem primeru se je izkazalo, da ona te gob tam ni kupila, ne? Še ena stvar, o kateri se je veliko začelo govoriti in tudi da v mediji so bili takrat ves čas okrog njene hiše, dobili so jo celo, ko daje izjave, ko joka in tako naprej in ogromno se o tem govorili in prišli so tudi na teorijo krožnikov. Spomnili so se, da ko so jedli, na tej točki že Ian tudi kaj povedal, ko je bil še živ, je rekel: spomnim se, ja, da smo imeli vsi enak set krožnikov, tak sivkast, cvetov, belkast, tak eleganten, medtem ko ona jedla iz drugačnega krožnika. Ona je jedla iz krožnika, ki je bil oranžno rjav. Erin je spet to valjda razlagala, ona je vedno razložila vse stvari
vedno, ko je bilo nekaj nenavadno, je imela razlago, zdaj pa ali verjameš ali ne, pa druga stvar. In ona je rekla, ja, imam različne te krožnike in preprosto, a veš ono, k drugim daš najlepše in zate kao zmanjka in pač vzameš tistega enega random, ker je pač vse en, a ne. Jaz isto delam, samo ne zato, da bi vedela, kjer beef Wellington je strupen in kateri niso, veš, ona je pa verjetno lik zato, da bi lažje razbrala. Ko se je govorilo o tem, da je tudi ona imela prebavne težave in bruhala in da se slabo počutila, so rekli, ja, ok, make sense, ampak tudi če bi ona ne vem koliko manj te gobse dala, še vedno je bila razlika preočitna. Tudi ona bi mogla biti saj v bolnici, odnesti saj tako kot Ian nekaj časa tam, ker Ian se je boril za svoje življenje več tednov, medtem ko ona je bila samo doma, mečkaj ni bilo slabo. Preveč razlike je bilo, da bi to prišlo iz iste mase gob. In končno novembra 2023, torej že kar dolgo nazaj od zdaj, je bila Erin dokončno aretirana. Ne zato, ker je bil en konkreten dokaz, ampak ker je bilo toliko majhnih dokazov, da je to mogla iti na tožilstvo, na sodišče in da je ona mogla pač počakati v priporu, dokler se te stvari ne odvijajo. In šele 2025, aprila 2025 se je to zelo glasno sojenje začelo. Ogromen del sveta je to spremljal in veliko se je govorilo o tem in zelo dolgo časa je trajalo. Težava pri tem primeru na sodišču je bilo to, da ni bilo enega samega konkretnega dokaza. Torej, tja v Avstralijo so potem povabili kot poroto, tam se to dela prek porote. In so jim rekli, ne iskati enega dokaza, ker bi 100% dokazal, da je ona kriva, ampak glejte mozaik dogodkov. Poslušajte zgodbe vseh prič, bilo je ogromno prič, mislim, da nekih 40-50, ogromno ljudi, ki so šli v ta primer. In še ena zanimiva stvar je, Erin je ena redkih ljudi, ki se na sodišču odloči biti sama, brez odvetnika, ko prije do izpraševanja tistega križnega in pa od svojega se reče, odvetnika pač, a ne? Ko je na vrsti Ian, on pove takole. Vabilo je bilo povsem običajno, ženo Heather sva bila vesela, da naj jo Erin povabila na kosilo. Med obrokom nisem opazil nič nenavadnega. Hrana je bila videti normalna, pogovor pa se je vrtel predvsem okrog Erinih zdravstvenih težav. Spomnil sem se tudi ene podrobnosti, ki se mi ni zdela takrat pomembna. Vsi gosti smo jeli z velikih sivih krožnikov, Erin pa je svojo porcijo jela z drugačnega oranžno-rjavega krožnika. Šele kasneje, ko sem zvedel, da so bili vsi ostali smrtno zastrupljeni, je ta podrobnost postala čist drugega pomena. Potem so na vrsto prihajali zdravniki, oni so imeli zelo malo svojega subjektivnega mnenja, ampak so zelo specifično, znanstveno povedali efekte zelene mušnice. Rekli so, da je idealna za zastrupitev zaradi tega, ker se pravi, znaki se pokažejo po 10 do 12 urah potem, ko jih nekdo zaužije. V tem oni v miru pojejo, grejo dan, pozabijo na to večerjo in šele doma zbolijo. In tudi Erin osebno jih ni treba tam gledati, se to dogaja. Tudi če bi otroka prišla dan, ne bi videla nič groznega, da se dogaja in nekako je idealna goba za strupitev, pa ne da vam hočem kakšne ideje dajati, ampak tako, to sem pomislila. Tudi ko je prišlo do tega razvlaževalnika oziroma dehidratorja gob, ki ga je imela Erin doma, njena prva stvar je bila, ki je rekla, jaz tega nikoli sploh nisem imela. Ko so ga našli, ko so jo videli na kamerah, da ga je odvrgla, ko so ga našli, ko so ga prinesli na sodišče, je bil sicer poškodovan, ampak so ga še vedno pogledali v laboratoriju in je imel sledove zelenih mušnic. Ko je ona z očmi videla, da je tam, je rekla, ups, ne, v bistvu, ja, se pravim, samo strah me je bilo, da bi me dobili, zato sem ga šla hitro odvršiti. In potem naslednja stvar, ki ste lahko že ugibali, da je bila njena laž, zaradi katere porota na koncu ji ni lih verjela, je bilo to, da ona v resnici ni imela raka. In potem na to laž je napletla novo laž in ta laž se je glasila, v resnici sem že toliko časa težave s težo in samopodobo, da sem hotela samo na operacijo trebuhaš tisto, ki ti mislim, da ga zmanjšajo, potem manješ in avtomatično shujšaš. In v bistvu pod pretvezo tega, ker ni vedela, kaj reči družinskim članom, jim je rekla reči, da ima raka, da bojo prišli na večerjo, da bojo govorili o tem. Ampak zakaj bi hotela govoriti o tem, če itak lažeš o tem, kaj sploh imaš? Ni mi jasen, kaj je hotela tle doseči. Groza, laž na laž, ne vem kako sploh. Ni čudno, da je hotela sama zase biti odvetnica tam, ker kako bo njen odvetnik sledil vsem tem lažem, veš. Zdaj pa, ko pride do tega križnega zaslišanja, to se vsi verjetno spomnite s primera Amber Heard pa Johnny Depp, ko pač tuj tožilec oziroma odvetnik sprašuje pričo od druge strani, jaz to ful slab razlagam, pardon, ampak tvoj te bo probal vmes ščititi, ker bo rekel ugovor, ne vem, pred sprašuješ, to je domneva, ne vem, kaj so že te izjave, medtem ko ti z drugo pa hotel s tebe spraviti stvari, ki ne spadajo skupaj in ki si se zagovoril in ki pač nima smisla, kaj si rekel in potem se mora zagovarjati in zelo jasno odgovarjati, ja, ne, la. In ona je bila na tem vročem stolčku 8
dni. 5 dni od tega je bila na križnem zaslišanju, ker pač so jo na polno izpraševali in cuzali in je bila precej taka mirna pa to. In ljudje so lahko takrat gladko poslušali njeno dejansko zgodbo, kako je ona to doživljala, kakšne bojo njene laži oziroma razlaga, kaj se je zgodilo in tako naprej. Njena razlaga je bila, da nikdar ni želela nobenemu nič hudega, da je bila to čista tragedija, da verjame, da se je ta zelena mušanca znajdla med njenimi gobami, ampak nikakor ni bilo to namerno, da je bila pač tragična nesreča. So pa stvari, ki so se preveč ponavljale in laži nalagale, in sicer zakaj je policija rekla, da razvlaževalnika nima, če ga ima. Zakaj ga je nekaj dni po kosilu odpeljala na odlagališče? Zakaj je s telefona zbrisala določene podatke? Zakaj se je izmislila zgodba o resni bolezni? Zakaj je policiji najprej povedala eno različico dogodkov, potem pa drugo? Pa še ena stvar, ko so gledali njeno lokacijo telefona, kje se je nahajala tiste čase, od kje so prihajali klici, nekaj mesecev pred tem, ko je ta večerja dejansko potekala, julija 2023, je ona se nahajala na območjih, kjer ta mušnica raste, torej zelena mušnica. Tam je manj pogosta kot tukaj in tudi tja, by the way, se je prenesla iz ko so preselili evropska drevesa tudi tja. In ona je približno vedela, kje raste in jih hodila nabirati. Tega spet niso dokazali, niso mogli dokazati, ker če imela samo lokacije na istih območjih, kjer ta mušnica raste, ni dokaz. Je pa pač dobra podlaga in del mozaika, da porota na koncu reče, sorry, preveč znakov, da si kriva. Je pa ena stvar, ki je ta primer oteževala in sicer verjetno ste tudi vi že pomislili, kaj je bil njen motiv, zakaj je družino šla ubiti, zakaj je hotela ubiti tudi očitno, po vsej verjetnosti Simona, njenega bivšega moža, ki je bil tudi povabljen in je pač prijazno zavrnil. Nimamo dobre razlage in tudi na sodišču se ni to govorilo o teh detajlih, ampak govori se, da se je neka napetost bildala že dlje časa. Ni bilo tako, da bi šlo za dediščino, ni bilo tako, da bi dobila nek denar, ni bilo tako, da bi imela otroke premalo zase po vsej verjetnosti. Preprosto neka stvar, ki se je dolgo časa bildala in ona je bila mogoče nek karakter, ki preprosto slabo to prenaša in se hotela določenih ljudi sam znebiti, ker je bizarno, ker če pomisliš, da to namerno počneš in da bojo tvoja dva otroka, ki jih naj bi imel rad, če si jih že ne zastrupil, da bojo ostali brez toliko dragih ljudi, brez očeta, brez starih staršev. Kmalu je sledila razsodba in porota se je umaknila. Mislim, da takrat za nekih 5 ur, po 5 urah so prišli nazaj in sledilo je tako, da odločitev glede obtožbe za umor Donna Petersona je bila kriva. Nato je sledila Gail Peterson, kriva. Zatem Heather Wilkinson, kriva. Na koncu še obtožba za poskus umora Iana Wilkinsona, kriva. Za vse je bila kriva, za vse 4 stvari, za katere je bila obtožena, torej 3 umore in poskus umora je bila kriva. Takrat je sodnik razglasil, da bo šla valjda v zapor in to je tam precej huda kazen. Rekli so tudi, da predlagajo, da glede na stopnjo tega, kaj je naredila, ostane v zaporu dosmrtno in da ne dobi, vsaj trenutno ne, določene številke možnosti pogojnega izpusta, torej po katerem letu ali pa pač nikoli, da sploh ni določeno, trenutno se o tem sploh ne govori. In takrat ona še vedno uradno ni priznala, da je kriva. Verjetno še vedno ne, ampak zato nisem ziher, ne vem, če kdaj bo. Je pa to nekaj, da človek prizna kazen, da prizna, da je nekaj naredil namerno, da mir drugim ljudem. Njeni otroci doma povedali, ja, mami, zdaj ziher je kriva in se ne raba sikirati, da kaj če ni, kaj če je po krivem v zaporu. Pa potem Ian, ki so mi vsi okrog umrli, vključno ženo, bi tudi dobil potrditev, no ja, hvala Bogu, si rekla, da si kriva in se počutim totalno mirno, da si v zaporu, ne pa da imam kanček dvoma. Až kaj mislim reči, ful je grdo, da nekdo, če je to naredil, ki je to naredil, da ne prizna, ker drugim ful bi olajšal life s tem, da bi priznal. Anyways, hvala, da ste to gledali. Tisti, ki spremljate ta kanal, vedno imate neke kode in popuste pri meni, naprimer fragrance, ti parfumi, ki so amazing, by the way, linka 15, tako da kar velik popust. Pa potem za Jim Beam, pa Svet užitka. Tako da ne pozabite, pa tudi mene podprete s tem. Hvala, da ste gledali tale video. Komentirajte, kako se vam je zdel in kaj vi mislite v tem primeru. Se gledamo naslednjič, lepo se imejte med počitnicami. Alien Mama out. Bye!